Luka Božič, iskrene čestitke, prav na zadnji postaji letošnjega svetovnega pokala ste prišli do uvrstitve kariere med enojci, takšna predstava v finalu, ampak je bila današnja sobota tista vaša, že po polfinalu ste bili suvereni, osredotočeni, vem, da je težko ponoviti dve izredni vožnji, ampak vam je to uspelo danes. Ja, pa moram reči, da v bistvu sem bil kar sproščen. Vedel sem, da nimam kje izgubiti. Bil sem tretji v skupni seštevki, ampak na to se nisem obremenjeval. Mislim, da smo z Borutom naredila dober plan. Tudi on me je še predvsem v bistvu delal sproščenega, tako da jaz sem res zadovoljen, da sem se v bistvu tako lahko osredotočil danes na vožnjo in v bistvu stisnil iz mene svoj maksimum, kar mislim, da se je bilo treba fajtati danes do konca, ker v bistvu proga da težka, ampak naredil sem tudi nekaj takih movov, ki so me prinesli poleg po zlato medaljo. Vsi so tvegali, vedelo se je za uspeh, da bo potrebno na tej progi tvegati ob takšni postavitvi. Niste bili prav nič nervozni na vrhu, prav zadnji ste se podali na progo, ponavadi vsi pravijo bolje iti pred zadnji ali pa še malce bolj globoko med finalisti. Je določen pritisk, tega ne moreva najbrž zanikati. Ne? Ja, prav gotovo. Čeprav je tale proga tako razporejena, da v bistvu na vrhu si prav sam, nič ne slišiš, kakšni so časi, čeprav sem si pogledal prvega tekmovalca, Antona, ki je bil na koncu drugi. Ampak ja, prav gotovo je pritisk, ampak sem bil že nekajkrat v taki situaciji. Jaz mislim, da sem danes dobro delal, kakor sem že rekel, v bistvu perfekten dan za mene. Sev tudi za vas, srečen že prej v dvojcu skupaj, ko sta vestala s Sašom Taljatom. Nekaj se drži tega španskega dela Pirenejev, tudi za slovenske tekmovalce? Ja, saj mislim, da je v bistvu celotni ekipi je tukaj zelo všeč. Čeprav moram reči, da toliko ni voda za Slovence, veslamo na veliko bolj divjih vodah, kakor je tale tukaj, ampak očitno imamo tako širino, da v bistvu potem zmagujemo v bistvu na vseh progah. Nekaj povezave, prej si mi otrnila misli, Sašo je postal novopečeni očka, sinom Adamom, čestitke tudi španskega Sev Duržela. Vi ste prišli do prve zmage, neka povezava še vedno ostaja med vama? Ja, sem hotel na koncu dodati, da v bistvu to zmago posvečam ta mamo od Sašota, da bo zdrav in da bojo srečni zdaj, ki so dobili prvorojenca, in tudi vsem mojim navijačem, konec koncev, ki so navijali za mene in ustrajali, to je moje 5. ali 6. leto v C1. Velikokrat sem bil blizu, ampak danes tukaj v Španiji mi je končno uspelo in jaz mislim, da gre velika zahvala tudi mi. Še tole, Luka, glede na to, da sezona še ni končana, vrhunec je pred vami, svetovno prvenstvo, konec meseca septembra, je lahko še kaj lepšega na generalki nekako priti do zmage in z nekimi mirnimi občutki se podati na tekmo, v kateri pa vsi že celotno sezono govorite, da je najbolj pomembno? Ja, mislim, da sem se nekaj naučil zadnjega leta, v bistvu zmeri dajati v spredje to svetovno prvenstvo. Nisem se fokusiral na v bistvu tekme, ki so bile prej, tako da ja, prav gotovo je od danes naprej najbolj pomembna tekma, tudi še edina, tako da jaz se bom kot vsak svetovni pokal in evropsko prvenstvo probal čim bolje se fokusirati še na to in peljati, kakor znam, kakor sem pokazal danes. Iskrene čestitke. Hvala vam.